V Sloveniji se vsem ljudem ne cedita mleko in med, temveč so se nekateri znašli po sili takšnih ali drugačnih razmer dobesedno tudi na ulici. Običajno jih označujemo zberači, klošari, brezdomci, da ne naštevamo še drugih, morda še mnogo bolj žaljivih nazivov. Gre za ljudi, ki so se znašli na robu družbenega življenja, v socialni izključenosti, brez finančnih sredstev, prepuščeni ulici. Vsak izmed njih ima svojo zgodbo, ki ima za konec, da se je znašel v slepi ulici, kjer je hote ali ne hote odrinjen od tistega, kar mi označujemo za normalno življenje. Kakšen je naš odnos in razumevanje do teh ljudi? Odgovore boste morali poiskati sami pri sebi. Družba jim ni nikoli bila preveč naklonjena, saj gre za skupino ljudi, ki bi jih nekateri enostavno radi zbrisali z zemlje. Na srečo se ta odnos danes počasi spreminja. Tudi v nas samih namreč raste spoznanje, da v sedanjih družbenih in gospodarskih razmerah morda ni daleč trenutek, ko se lahko znajdemo med njimi. Življenjske poti so včasih lahko zelo nepredvidljive. Zato je v takšnih trenutkih vedno dobrodošla pomoč, kot jo na primer ponuja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Ti so se leta 2008 lotili socialno-ekonomskega projekta Posredovalnica rabljenih predmetov Stara roba, nova raba. Kako je prišlo do ideje o posredovalnici rabljenih predmetov? Sami zametki ideje so že 5 let nazaj, ko smo začeli s sobotnimi stojnicami na Prešernovem trgu. V bistvu začelo se je pa tako, ker mi v dnevnem centru sprejemamo oblačila. In so ljudje začeli poleg oblačil nam nositi tudi razne rabljene predmete. In smo ugotovili, da v bistvu to bi bilo dobro tudi narediti nekaj več iz tega in smo začeli s stojnicami. Potem smo se prijavili na sam projekt in odprli tudi trgovinco na Poljanski cesti 14. V bistvu je to prostor, kjer je predtem bil naš dnevni center Društva Kralji ulice in smo ga potem s časoma preuredili. Vsi ti, ki so bili vključeni na usposabljanje, so prispevali k temu, da se je pobelilo stene, namontiralo police. Vse so to ljudje na usposabljanju naredili sami. Sam odziv okolja je zelo pozitiven, ljudi je čedalje več, ki nam nosijo rabljene predmete. Potem v bistvu sodelujemo z okoliškimi obrtniki in trgovinami, ki nam tudi naprimer kakšne stvari prinesajo. Zraven imamo dom starejših občanov, ki nas tudi obiskujejo redno, predvsem zaradi širjenja socialnih vezi. V bistvu mi smo naredili tudi veliko promocije na tem področju, organiziramo zdaj tudi dražbe, prisotni smo na Bolšjem trgu. V bistvu želeli bi seveda se razširiti tudi v druga mesta, vendar to je vizija za naprej. Trgovina brez izdelkov seveda ne obstaja. Zato nas je tudi zanimalo, če ljudje, ki jim prinesejo različne predmete ali stvari, zato zahtevajo tudi plačilo. Ne, ker v bistvu sam namen tega je, da se te stvari podarijo, da jih oni ne vržejo stran na smetišče, jih v bistvu gre za kulturo ponovne uporabe, za recikliranje teh stvari. Mi jih potem selektiramo, očistimo in damo na police, jih ocenimo, seveda so cene temu primerne. Če je kakšna stvar okrušena, mogoče pokvarjena, jo tudi popravimo, pobarvamo.
v bistvu, ne vem, na primer steklo damo naši likovni skupini na društvu Kralji ulice, ki jih oni pobarvajo, da je pač v bistvu lepše in bolj pač primerno za stranke. Zanimalo nas je, kakšna je prihodnost te trgovine. Ja, zdaj, kot je bilo rečeno, pač dvem osebam se prekine pogodba o zaposlitvi, eno obdržimo, kombiniramo pa v bistvu z osebami, ki so na družbeno koristnih delih, da odslužijo svojo kazen, potem pa osebe, ki so na zaposlitveni rehabilitaciji, tako da v bistvu oseb, kar je še, da bomo zdaj pač to vmesno obdobje skombinirali. Kakšen pa je nasvet Ljubljančanom glede njihove trgovine? Da se oglasijo pri nas, poklepetajo z našimi zaposlenimi v trgovini, da nam prinesejo seveda, če kaj ne potrebujejo več, da nam podarijo, ker je to pač za nas velikega pomena za nadaljne delo in seveda, da tudi kaj kupijo. Projekt je bil podprt z denarjem Evropskega socialnega sklada, ki se zaključuje z novembrom. O tem je bilo na skupnem srečanju rečeno strani prve osebe tega projekta. Financiranje iz Evropskega socialnega sklada, projekt se novembra zaključuje, v bistvu sredstva projekta, ampak posredovalnica pa nadaljuje svoje delovanje. Zdaj rezultate projekta bojo predstavili moji sodelavci. Jaz lahko povem, da smo izdali tudi en priročnik, kjer smo opisali izkušnje v projektu, pa tudi smernice za razvoj socialne ekonomije v Sloveniji. Ob tej priložnosti bi tudi poudarila, da smo v roku 2 let na usposabljanju imeli 12 oseb iz ranljive ciljne skupine, od tega so se zaposlili 3. In zdaj, ko sredstvo ne bo več, posredovalnica lahko financira v bistvu eno zaposlitev plus stroške obratovanja. Tako da sredstva iz Evrope za razvoj socialnega podjetništva so, ampak še niso razpisana. Razpisana ne bi bila v juniju, ampak zamujajo. Tako da v tem priložnosti se lahko tudi v bistvu vprašamo, kje so ta sredstva in če bojo razpisana. Ker pač socialna ekonomija, socialno-podjetniški projekti se razvijajo, ponavadi imajo dobo, kot pravijo strokovnjaki, 4 leta, da se nekako stabilizirajo in da so sposobni funkcionirati sami. Sploh ti, ki so usmerjeni v vključevanje ranljivih skupin. Tako da zdaj mi v 2 letih smo nekako sposobni financirati eno zaposlitev in pač te obratovalne stroške. Obenem bi rada tudi poudarila, da je pri socialni ekonomiji potrebno prepoznati nek širši doprinos. In socialna ekonomija se mora razvijati po svojih merilih, ne pa po merilih gospodarskega sistema. Se pravi, tukaj ni pomemben samo dobiček, ampak je pomemben tudi, da prepoznamo pač to njeno možnost spodbude lokalnega okolja, uporabo zavrženih virov, vključevanje ranljivih skupin, pač medsebojno sodelovanje različnih družbenih skupin, razvoj prostovoljstva. Tako da pač treba je vzpostaviti neke kazalnike, po katerih bomo ugotavljali uspešnost teh socialnih podjetij. Uspešnost socialnih podjetij se pač ne more meriti sam po dobičku. Tako da v tem priročniku, ko smo ga izdali, Delo na robu je naslov, smo opisali tudi, kakšni bi bili lahko ti kazalniki in kako smo razvijali projekt tudi v Italiji. Udeleženci projekta so takole povedali, kaj so doživljali. Jaz sem bila na usposabljanju 6 mesecev, zdaj sodelujem še vedno z PRP-jem kot prostovoljka. Občasno, kadar je treba kakšna luknja poflikati ali kaj, da vskočim pomagati delati. Sem si pa najdla v tej trgovini precej strank, ki si zaupamo, marsikaj povemo. Z nekaterimi celo prav prijateljske stike ohranjam. Pride stranka do mene, me povabi kam ali to, zelo lepo od njih. So pa tudi primeri, ki pridejo pa vprašajo, kje je tista klošarska trgovina in na kar stranki povemo, da to ste pa lih na pravih vratah in stranko kar 2 koraka nazaj prav, a tako imate urejeno. V bistvu ljudje zdaj pokažejo, kakšne stereotipe imajo, tako da debel pogledajo, da to je ta trgovina, ampak pol vidijo, da
da imamo isto 2 roke, 2 noge, glavo. In, ne. Zato, ker ne pričakujemo, da se lahko nekdo tako zelo potrudi za izgled nečesa. No in tle bi jaz dodal, jaz sem hotel v bistvu tisto, kar je Monika povedala in kar je Irena in kar je Anica povedala, tako da bom bolj kratek. Poleg tega se pa še vsi, ne vem, preko tega, to ni samo usposabljanje, je delanje socialne mreže, povezovanje z ljudmi, z nekaterimi tudi lahko daljše stike vzpostaviš, pa izobražuješ se. Naprimer, mi včasih nismo ločili, kaj je starina, pa kaj je replika, ne. Zdaj se pa zmeram bolj in v bistvu to je, ne vem, kakor eno šolanje tudi delo v trgovini. Dodatno usposabljanje. Ja, ker dobiti kompetence za naprej. Jaz sem v enem letu skoraj že tako mehen strokovnjak za starine rad. V trgovini je doslej delal tudi Aleš Vrhovnik, ki je takole opisal svoj delavnik. Delavnik je izgledal od pol 10 zjutraj pa do 6 zvečer tam nekaj izgledal. Delali smo pa različna področja. Delali smo v trgovini, na terenu in v skladišču v Šiški, ko smo odprli ga letos maja. Tako je. Prodajali smo razne stvari, to je od kristale, keramike, nakita, igrač, razne stvari v glavnem. Ja. Največ je bilo kristala, ja, kristala, keramike je bilo največ, ne, pa nakita. No. To je največ stranke prinesajo, pa smo bili še ocenili, spucali, kaj popravili, tudi če je bilo treba, pa tako naprej. Največ nam je prinesla stalne stranke, ne. Od začetka so prišle enkrat na teden, pa so začele prihoditi 2krat na teden, pa so začele ene stranke prihajati 3-4krat na teden, ne. Skoraj vsaki dan, tako je. Zato sem jaz imel par stalnih strank, ko so pač prišli noter sam zaradi mene in sem se tudi pogajal za ceno, tudi jaz sem jih spustil kakšen evro dol, 2 evra, 3 evra, ni panike, ne. Od 0,25 do največ na 20, največ se najde kakšen 25 do 30 evrov, to je bilo največ, kaj je bilo lahko noter. Delal sem 1 let 6 mesecev, tako je. Sedaj pač bom probal iskati drugo službo, to je to, ne. Pač tukaj ministrstvo ni mogli financirati, niso dobili sredstva in pač 2 smo odpuščena, ne. To je to. Pri takšnih projektih daje pomembno podporo tudi država. Zato ni bilo odveč vprašanje, kakšna je naša država. Kakšna je naša država do teh ljudi? Ja, preveč, kar bi izpostavila po moje, da je zelo administrativno omejena, da so postopki zelo dolgi, da je situacija ljudi težko ravno zaradi tega reševati, da pač se zelo držimo teh administrativnih postopkov, ne, da bi šlo vse veliko lažje in hitreje, če bi bilo tega malo manj in vmes pol ljudje tudi zgubljajo voljo za urejanje svoje situacije zaradi tega. Zakaj se naša sogovornica vključila v delo z brezdomci? Zakaj jim pomaga? Jaz ne bi izrazila pač, da pomagam, ampak da rada sodelujem s temi ljudmi, pač, ki so na robu. Sem pa to delala že na faksu, no, pa tudi antropologijo sem študirala, tako da sem se nekje našla tukaj. Pa tudi se mi zdi, da gremo vsi, da nas gre večina ljudi vedno bolj proti robu, tako da. Še njeno mnenje o globalnih protestih, ki danes potekajo v svetu in Sloveniji. Jaz mislim, da je to na simbolni ravni zelo prav, ne. V društvu Kralji ulice tudi podpiramo boj za, tako da bi ljudi pol tudi povabili, ne, da se pridružijo tam. Tako da na simbolni ravni se mi zdi to zelo prav, da pač ljudje pokažemo nezadovoljstvo s tem, kar se dogaja, to tudi delajo, tako da bila sem presenečena v bistvu, da že toliko časa so pred boj za zdajle, ne. Tako da to absolutno podpiram. Za konec pa morda še zaznamek, ki smo ga opazili na predstavitvi. Ne moremo ga zamolčati, ocenite pa ga sami. Pred občinstvom je sedel tudi tale gospod. Je veliko vedel o razpisih, saj se je predstavil kot vodja enega izmed socialnih podjetij v Sloveniji, ki namerava v začetku decembra tudi v Ljubljani odpreti socialno trgovino in sedaj naj bi imel tudi že gostinski lokal, ki tudi deluje po načelih socialnega podjetništva. Vse bi bilo lepo in prav, če se ne bi na koncu odpeljal z najnovejšim modelom BMW-ja mariborske registracije. Bili smo tako presenečeni, da njegovega odhoda nismo uspeli niti zabeležiti na kamero. Spoznali pa smo, da je bil to očitno pravi kralj ulice.